Dober dan, en lep kolesarski pozdrav. Izkoristil bom popoldne za en krajši krog, med vožnjo pa vam bom povedal, kako se pripravimo na 200-kilometrsko furo. Smo sredi oktobra, zunaj je oblačno in prijetnih 15 stopinj Celzija. Ja, kako se pripravimo na 200-kilometrsko furo? To vprašanje se je pojavilo kmalu po tistem, ko sem objavil video, kako se odpravimo na prvo stotko. Samo za občutek, kdo vam to razlaga, moram povedati, da sem jaz v vsem svojem življenju prevozil 7 takih fur, ki so bile daljše od 200 km. Vse te vožnje sem opravil v letih od 2011 do 2013, tako da zdaj zadnjih 8 let nisem več imel nobene čez 200. Preprosto sem se naveličal biti po cele dneve na kolesu, tako da se rajši odločim za kakšno krajšo furo, največ tam nekje do 130 km. Zavedati se morate, da boste pri 200 km sedeli na kolesu vsaj 8 ur. Zdaj me bo takoj kdo demantiral in napisal, da je prevozil 200 km v 6 urah, ampak jaz govorim iz vidika tazga rekreativca, kakor sem sam, se pravi povprečje 25 na uro, to je 8 ur neto. Če prištejete še kakšne postanke, boste lahko na kolesu 10, 11, tudi 12 ur, praktično cel dan. Jaz sem večino svojih 200 z izjemo ene prevozil v mesecih od junija do septembra, ko je zunaj dovolj svetlo. Na pot sem odhajal okrog 6-7 zjutraj, zmeri sem se pa vrnil pozno popoldan med 6 in 7 uro. Izjema je bila prvi goriški brevet, 207 km krog, ki smo ga odpeljali 10. marca 2012. Nanj me vežejo zelo lepi spomini in še zmeraj imam spravljeno spominsko medaljo. Nažalost je bil prvi goriški brevet hkrati tudi zadnji, tako da sem še toliko bolj vesel, da sem se ga sploh udeležil. Pred prvim goriškim brevetom sem jaz osebno odpeljal samo eno 200-kilometrsko progo, in sicer v avgustu 2011 v lastni režiji. Iz Nove Gorice sem se odpravil v Ajdovščino, čez Črni vrh, Kalce, Postojna, Ilirska Bistrica. Tam so me zaradi relija obrnili nazaj v Pivko, tako da sem si progo podaljšal za 30 km, vračal sem se pa čez Kozino in po italijanski strani v Sesljani in nazaj domov. Pri vožnji, ki bo dolga 200 km, če vzamete na oko 1%, to pomeni, da boste naredili tja do 2000 višinskih metrov. Tukaj ne mislim posebej izpostavljati dobre fizične pripravljenosti, to štejem za samoumevno, sicer vas ta tema tako ali tako sploh ne bo zanimala. Vem, da so med mojimi gledalci tudi taki, ki vozijo 200-300 km ali daljše kroge, nimam pa vpogleda v to, koliko dejansko jih je takih. Preden sem se jaz odpravil na svojo prvo 200-kilometrsko progo, sem imel kar dobro kondicijo, prevoženih več takih po 150, 160 pa tja do 180 km in človek sam začuti, kdaj v njemu dozori želja, da bi pa enkrat premagal tisto magično mejo 200. Če pa že moram dati neke konkretne številke, pa lahko na hitro opišem, kako sem se pripravljal na prvi goriški brevet, ki je bil, kot rečeno, 10. marca. Jaz sem v začetku leta 2012 prevozil približno 1500 km. Vse vikende sem izkoristil za treninge, vozil sem se po progah med 100 in 130 km. Od januarja do marca sem jih naredil takih 9. Zadnji teden pred brevetom sem si vzel počitek, 2 dni pred samim dogodkom sem pa naredil eno 35-kilometrsko furco, čisto tako za sprostitev, da se malo noge zavrtijo. Na prvem goriškem brevetu smo imeli srečo, ker nam je kolega Andrej nudil spremstvo, tako da je on poskrbel za našo hrano, nas čakal ob poti, nam dal vodo, zamenjal kakšen kos opreme, kar precej olajša vožnjo. Ostalo, ko ste pa v lastni režiji, morate pa obvezno vedeti, da hrano in pijačo, ki jo boste potrebovali na poti, najverjetneje ne boste mogli nositi s sabo. Skoraj obvezno je računati s kakšnim postankom, vsaj za točenje tekočin,
Še bolj pametno pa je, da se vmes kje ustavite in nekaj konkretnega pojeste. Tudi kar se tiče pijače, računajte porabo 1 bidon na uro, se pravi 8 bidonov s sabo nimate, obvezno točiti vodo po poti, ampak samo voda ne bo dovolj. Ne spirajte mineralov ven iz svojega telesa, imejte s sabo kakšne Izostar šumeče tablete, ki jih raztopite v bidonu z vodo in imate potem napitek, ki je obogaten s solmi, minerali in drugimi potrebnimi snovmi za šport. Jaz ne vem, naj se javi kdo, če je prevozil cel brevet v enem kosu. Jaz sem se zmeraj vmes ustavil, če ne drugega, kakšen krajši postank za kavico, za uživancijo in pa vmes en daljši postank za kosilo. Ponavadi je pametna izbira, kakšna porcija makaronov, ne priporočam pa kakšne pice, po kateri vas bi potem celo pot želo. Drugač pa za po poti itak vmes tudi kakšna frutabela oziroma primerna čokoladka ali gel. Od oblačil si izberite tisto opremo, v kateri se počutite najbolj udobno. Ne si dovoliti, da vas bo celo pot potem nekaj žulilo, ker na 200 km progi vas bo žulilo do krvi. Sicer je odvisno od vas, če boste imeli s sabo še nahrbtniček in v njem določeno rezervno opremo. Jaz sem vse svoje brevete opravil brez. Tako iz izkušenj bi pa lahko rekel, da priporočam, da s sabo vzamete anorak. Tudi ko sem šel poleti, sem ga imel s sabo, pa ne zaradi dežja ali kakšnega hladnega spusta, ampak se spomnim enkrat, ko sem se odpravil proti Škofji Loki, da so se mi že sredi dopoldneva po rokah naredili mehuri in sem oblekel anorak zaradi zaščite pred soncem. In anoraka potem nisem slekel vse do doma. No, takrat me je potem toliko izučilo, da sem začel s sabo odzadaj v torbici voziti tudi kremo za sončenje. Glede ostale opreme velja enako kakor v videu iz aprila, ko sem dajal nasvete glede stotke. Imejte s sabo kakšno opremo za popravilo ali pa menjavo zračnice, nekaj denarja, seveda obvezno telefon, kakšen komplet imbus ključev, kakšno najlon vrečko, osebni dokument in še karkoli drugega po potrebi, če veste, da rabite s sabo. Na splošno za mirno vožnjo in miren spanec je mogoče najboljše, če pred 200 km furo peljete kolo na servis. Naj vam ga pogledajo in zrihtajo, karkoli je treba urediti. Tudi sicer je zelo pomembno, da svojo 200 km progo zelo dobro načrtujete. In to v smislu poti, višinskega profila, vremena, stanje cest, skratka vse, kar bi lahko vplivalo na vašo vožnjo oziroma vam bi jo mogoče celo preprečilo ali pa vsaj podaljšalo. Kaj pomeni dobro načrtovanje, vam lahko pove tudi ta primer, da me je eden od gledalcev, za katerega vem, da vozi 200 in 300 km proge, že pred nekaj časa prosil za kak video o vzponu na Predmejo. Žal tega videa še nisem napravil in se mu moram opravičiti, ampak ga imam v glavi in vem, da ga bom en dan posnel. No, ampak on dejansko namerava priti iz Dolenjske na Primorsko, pri tem odpelje če vzpon na Predmejo, zaradi česar je iskal celo video posnetke tega vzpona, da bi vedel, kaj ga bo tukaj čakalo. Temu se pravi načrtovanje. Na tako dolgih progah res ne smete ničesar prepustiti na ključu. Moram pa reči, da če vam kondicija dopušča, če imate čas in če imate voljo, priporočam, da naredite 200 km furo. To je res eno tako posebno doživetje. Odkrijete gotovo kakšne lepe kraje, kamor sicer ne bi šli. Jaz sem bil v Škofji Loki, v Ilirski Bistrici, v Reziji, Bovcu, taki lepi kotički, ki jih drugače lahko prevoziš samo, če se z avtom odpelješ kam bližje. Ampak poseben čar je v tem, da štartaš doma in se zvečer vrneš nazaj domov. Tudi če boste fizično dobro pripravljeni, računajte s tem, da boste imeli po poti kakšne druge neprijetnosti. Lahko vas začne boleti vrat, mogoče rame, imate kakšne bolečine v hrbtu. Težko je predvideti, ker po tolikih urah sedenja na kolesu, oziroma če rečem drugače, še doma, če gledaš kakšen 3 ure dolg film na kavču, rata počasi tečno, ne pa šele na kolesu.
kjer moraš zraven goniti. Računajte pa tudi z drugimi nevšečnostmi. Na tako dolgi vožnji se vam lahko utrga čevelj, vam pade ketna dol, vas piči osa. Na vse morate biti pripravljeni, da vas ne bi neka malenkost nekje na polovici poti vrgla s tira in vam preprečila končni rezultat. Če boste šli sami na pot, povejte doma, kam greste, povejte, kakšen je vaš načrt. Še boljše pa je, če imate koga, ki ga lahko pokličete v primeru, če bi rabili pomoč oziroma asistenco. Jaz želim vsem srečno vožnjo, tistim, ki boste šli na 200 km in tistim, ki vas je zdaj zagrabilo in boste skočili na hitro samo za 1 urco. Jaz sem si v tem oblačnem popoldnevu privoščil en 55 km krog. Link od Strave bo tako kot vedno od spodaj v opisu videa. Ob tej priliki bi se vam še zahvalil za vse všečke, ki mi jih dajete. Drugač pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.